Pa, spet snemam nek video na neko prošnjo. Ena moja fenica se mi je obrnila name po e-mailu. Zdaj pa rada, da nek njen problem pomagam razrešiti. Uh, Glejte, če imam čas, se potrudim video po naročilu, ko se moram face pripravljati, pač to nekaj stane včasih, pa če je kakšna zanimiva zgodba, pač posnamem, ker se mi zdi, da koristim družbi, ker rabite moje znanje. Od drugega ne boste kar tako dobili, oziroma določena znanja se tudi skrivajo. Jaz svojega znanja ne skrivam, se pustim nagovoriti, če sem kam povabljen, sodelujem. Ok, zdaj da vidim, ko sem dobil še en mail, Mina, bom dal na off, bom pol odgovoril, ampak zdaj bom pa kar začel, ker se mi zdi, da danes čez 1 uro se oglasi nekdo k meni po knjigo. Torej knjige imam na zalogi, majice nimam več, mogoče jih bom dal na novo tiskati. Vodebologija, za tiste, ki ste moji fani, pa mogoče, da me podprete s kakšno donacijo. So dobrodošle donacije, jaz pa dajem po moralni dolžnosti nekaj od sebe. Tale Suzana, ji bom rekel, čeprav ni Suzana, sva se zmenila, da jo zakodiram. Suzana je takole začela. Pozdravljeni, sem vaša zvesta gledalka oziroma poslušalka. Do zdaj sem si pogledala skoraj vse vaše YouTube podcaste in nekatere videe. S Tanjo sta naredila izjemno delo, pomagala sta nam, ki se opotekamo v življenju, bodisi psihično ali pa v partnerskem odnosu, v teh kalvarijah, nam ste izredno pomagali. Ja, itak, zato to snemam. Res ste brez dlake na jeziku, vendar ste izjemno poučni, pač s pikantnim jezikom, ne, knapovščino, štrboveščino. Knapovščina je to, ne. Ampak se držim nazaj, na odru pri Razočarani gospodinji, pri Seksologu sem bolj pikantnem. Zdajle čez poletje, kamor me povabite, tja pa prideva. Z Mino, ki mi zdajle SMS pošilja, da. Zelo zanimiva zgodba, moram tole odgovoriti. Poučen sem tudi za njo. Mina iz Beograda je dvignila ceno Slovencem tudi zato, ker je mene spoznala, da se malo pohvalim. Spoštovani Slovenci, Slovencem sem dvignil ceno v očeh drugih, ker sem tako okej, mimogrede. V podcastu Aideja s Klemnom Selakovičem ste prav blesteli. Itak. Ko pa pol piše, kljub temu, da vas je cel pogovor spotikal. Nažalost. Kar sem v enem od svojih komentarjev na YouTubu tudi napisala, ga okarala. Klemna celo poznam, sem namreč Ljubljančanka. Prvič sem doživela, da je v podcastu tako kiksal. Sicer se mi vaši pogledi in vaše teorije v zadnjem letu so se mi prav ukoreninili v srce, strinjam se z domala vsem, kar poveste, zaupam vam celo v kontekstih, s katerimi se popolnoma ne strinjam z vami, se pa sedaj obračam na vas z željo oziroma z apelom, s vprašanjem, ali bi mogoče želeli posneti podcast na temo čustvene manipulacije. V sami zvezi, se pravi manipulacija v sami zvezi, v odnosu, oziroma razpadli zvezi, razpadlem odnosu. Namreč sama sem imela dolgoletno izkušnjo s fantom, ki me še vedno po skoraj 2 letih prekinitve odnosa me spotika, mi grozi, me izsiljuje, me razjeda, najeda na vse mogoče načine. Preden vam napišem celotno zgodbo, bi si želela samo feedback, ali bi želeli o tem sploh govoriti oziroma si vzeti čas za to in se vam že vnaprej zahvaljujem. Lep pozdrav, Suzana, ji bom rekel. Sva se zmenila pač, da jo zakodiram. Zdaj podcasta ne bom posnel, pač, ker s Tanjo smo malce razšla, ker ima ona svoj live, pa tam
v Kopru, je malo daleč sodelovati. Skratka, snimam pa tele videe, določene osebe so rekli, da bi se z mano pogovarjali tako v živo. Sem rekel, ok, zmenjen, priden, ampak bom snemal. Jo, imam eno prijateljico, ki ima še neko snemalno tehnologijo. Sem rekel, bom pa jaz prišel k vam, v vaše kraje, tam na en lokal, se bomo našli, pa se bomo posneli. Pogovor, eno, dvo, trourni, pa bomo našli to na YouTube. Če vam ni narodno, ne, te podcaste, zdaj te profesionalne, ala Aideja, ali pa še kdo, ali pa te laične. Sem pripravljen to snemati, ker sem poučen, ker delam dobro za družbo, bi jaz dal to na YouTube, ne, to bi bil nek pogoj. Pa to bo brezplačno, ne, sicer meni tako plačujejo za pogovor z mano, ne. Skratka, tole je zdaj rubrika Pogovor, 19. po vrsti sneman, ali pa rubrika Zaupne besede. Jaz sem pol po e-mailu odgovoril, malce bolj na široko mi opišite situacijo in opišite mi primarno družino tega vašega ex-partnerja, ok, tudi malo vašo, da vidim, kako ste to zaglavili v takšni zvezi. Me pa zanima primarna družina oziroma otroštvo tega partnerja, ki jo izsiljuje. Pojem čustvenega izsiljevanja je ohlapen in laičen pojem, ki ga je treba bolj natančno razložiti. Zato rabim več podatkov oziroma detajlov iz vajnega odnosa. Postavil vam bom več podvprašanj tudi o tem, kako je izgledal vajin seks, če je kaj specifičnega, ne da sem firčen, ampak v diagnostičnem smislu so seksualne fantazije in seksualne prakse najbolj diagnostične, ne? Največ povedo, meni vsaj, no. Pa tele želje, ki jih je imel tale ex, kako je pritiskal v seksualnem smislu, to bi me zanimalo, da ga bom lažje profiliral. Ker če nimam vseh potrebnih informacij, potem jaz izpadem nekredibilno, nestrokovna budala. To pa nočem. Ker če nimam informacij, ne morem razložiti vsega tega, kar bi rad povedal in razložil. Čas si bom že vzel, ampak rabil zanimivo zgodbo s pikantnimi detajli, ki so v resnici lahko zelo pomembni pri profiliranju. Ker te detajle jaz berem kot simptom, torej kot znanilec oziroma vrnitev nečesa potlačenega, ki ima za nameček še, to znam pač jaz prebrati, simbolno strukturo, ne. To je zdaj kvantna psihoanaliza, ampak skratka, če hočem kaj pametnega povedati, rabim slišati neke detajle. To zdaj dodajam. Predvsem pa zgodbo iz primarne družine, iz otroštva. To me zanima, ker potem jaz lažje razumem, zakaj se nekdo tako psihopatsko obnaša. Zdaj tale Suzana mi je potem napisala, najprej hvala za hiter odgovor, primarna družina mojega bivšega fanta je katastrofalna. Smo že tam. Ko je bil star dobro leto, mu je oče naredil samomor. Ojdi pa ni razrešil, vam že zdajle povem. Verjetno zato, ker je menda veliko pil, alkohol, to je smrt, menda celo gemblal, torej, ker je veliko igral na srečo in se je seveda potem zadolžil, zagonil ves denar, bankrotiral, pa nimaš drugega, ko štriko kul vrata, ali pa, kaj je že ta je menda žile prerezal. Prerezal si je žile in izkrvavel v domači banji, v kadi. By the way, tudi moj ex je imel, oziroma še ima prav tako kot oče probleme z alkoholom, itak, pa ne zaradi genov, ker so druge zgodbe. Morda tudi z drogo, ne ve čist, nekaj to skriva, je skrival s hazardom, gamblanjem, z igrami na srečo, torej pa imaš tukaj ne samo kazino, imaš one spletne igralnice, tam se da za jajce obesti. Imam izpovedi na to temo, če tam kaj not padeš, gotov si, se ne moreš ven potegniti. Pol mama mu je umrla pred par leti.
Zdaj tole od očima me je še bolj zanimalo. Seveda sem tudi povedal, da rabim zgodbo o očimu. Zdaj tole, če je otroštvo katastrofalno, potem človek, kot sem rekel, ni razrešil Oedipovega kompleksa, nima moralne razsodnosti, ne more se brzdati. Nadja si je nikakva, tako da itak, da je potem zajebal vse. Že zdaj, ne, pa še na sred življenja ni, ne, to je star malo čez 30. On bi samo užival, ne, načelo ugodja je pač neka zakonitost, ki smo ji zapisani ljudje, rasa homo sapiens, ima ta imperativ uživanja, lušten princip, je rekel Freud. In potem, če imaš nadjaz, primerno vzgajanje oziroma gor spravljanje, potem lahko ta imperativ užitka brzaš. Če pa nimaš pravilno razrešenega Oedipa, če fotra ni, potem gotov si, oziroma gotova je tista partnerica, ki naleti na to mino, dobi tazga psihopata ali pa psihiča. Pač nekateri niso glih psihopati, če so brez očetov, ker se mama zna, da mu servira očima, ali pa ne vem, dedek upravlja neko očetovanje. Ok, tale je dobil očima, ne, ta nek novi mož, mama pol dobi novega tipa, pa misli, da bo očetoval, ne, sin pa ne spreme vsako budalo za očima. In tale ga ni, ne, to piše, da se je slabo razumel s tem novim očimom, itak je za pričakovati, redko kjer očim je lahko tako spodobno dober, da ta mal potem naknadno sanira brazgotino v tej oedipalni fazi, ko nujno rabi očeta. Zdaj tle ne piše, kdaj točno je očima dobil, ampak očitno, če ga ni sprejel, vsem, kdaj ga je dobil, ne. Verjetno ga je pa dobil dosti pozno, ne. Ker nesrečna vdova potem še malo žaluje, ne more takoj na novega preklopiti. Ta novi, ki vzame, se pravi, štalco, kravco, telička, ne. Če vzameš kravco s teličkom, potem ali si malo prisklednika, da misliš, da imaš neko korist od tega. Včasih se te novi moški, ljubimci svojih žena ali pa potencialni očimi prislinijo v ženskam, ki imajo hčerke, ker so latentno pedofili in potem se dokoplje do hčerke. Ne vsi, ampak se tudi to zgodi, se pravi namig. Tiste ženske, ki se vpeljete novega moškega, da bo očetoval vašim hčerkam, eno oko imejte pozorno pripravljeno, da če bi ta vaš nov ljubimec, nov tip, ki je preveč, kako naj rečem, bil malo preveč ljubeč do vaših hčera, ker nima tabuja incesta. No, tale je pač bil škartroba, mislim, itak, ne, kaj pravi, da je bil vedno brez denarja. Jaz na odru rečem ubiti hudiča. Če ti nimaš denarja, babe tudi v joške ne smeš gledati. Ne, po načelu, kdor nima denarja, se pravi, kdor ne dela, naj si ga drka pa sam fafa. Iz registra vodebologije. Ok, na odru rečem razočarana gospodinja pri seksologu. Ne jaz, soigralka, Mina. To sem napišel scenarij. Ni šlo sem soigralkom to od ust, ne, se pravi, to ni bilo tako enostavno reči, ne, da ti star slovenski pregovor pravi, kdor ne dela, naj ne je. Naj si ga drka, pa sam fafa. Ok, gremo naprej. Kljub temu, da sem bil jaz študentka, sem ga vedno morala zalagati z denarjem. In mi ni bilo jasno, kako je vedno brez denarja. Pa je pol delal nekaj, ne? Pa je bil skozi brez denarja. Pa je bilo lušno, da njem ona plačuje, ne? Vse živo, stanovanje, vse. Vendar sem bila mlada, v začetku zveze je bila ta stara nekih 20 let, on pa tam že 30. In jih 10 let sta na razni. Danes je ona stara tam okoli 25, on pa malo čez 30, ali že 35, kako pa vem točno. Ker te starosti ni prav omenjala, mislim pa, da sta 10 let na razni. Blizu 10 let. Bila sem zaljubljena, nora, naivna.
Posledično se nisem preveč obremenjevala, da sem bila finančno molzna krava, si dala kar ime, da je bila molzna krava za njega. Mora biti kvečeno obratno. Ženska molze moškega, ne? Ker ima moški dajajoče genitalije, zajakulira denar v žensko mednožno denarnico ali pa tudi kam drugam. Ne? Se pravi, moški že je molzna krava, ker je diktat genitalij tak, da moški more ejakulirati denar, ženska ga pa sprejema, ima usisivajoče genitalije. Kmalu pa sem vendarle ugotovila, da vse zagoni, ves denar in to v kazinojih in spletnih igralnicah. In posledično so se začeli konflikti. Jaz sem želela stran, vendar me je vedno nekako zvabil nazaj z besedami, jaz bi rekel, klasičen prasc, dober na besedi. Fino je nafehtal naivnico 20-letno, ali pa takrat je bila mogoče 18 let stara, ker je ta nafehtal. On pa že izkušen jebač, brez moralne razsodnosti, spreten na besedi, patološki narcis, brez sramu, ker nima nadjaza, in jo je nafehtal. Ona je bila zaljubljena, klasičen prasc. Mi smo pa vsi moški taki. Retorično je bil spreten, jaz pa naivna, ura, si je rekla. Blond sem tudi v resnici, blondinka, tako kot se za žensko spodobi. Zatrjeval je, kako se on lahko tega, se pravi alkohola in hazarda, v trenutku reši. Klasično, to vsi pijanci govorijo, pa hazarderi tudi, pa jim to ne rata. Se pravi, v trenutku se lahko tega rešim, je zatrjeval in se mu rekel je, ne, lagal je ko prasc. In se mu jaz najbolj pomembna na tem svetu, da si nič drugega ne želi kot mene. Lagal je, ne? To je najdel trike, finte in povedal točno tisto, kar je zaleglo. Da je to blondno kuro imel ob sebi, ker imel od nje koristi. Se potem bomo videli, da si tudi najdel kakšno priležnico ali pa celo kurbe plačeval. Ker se malo seksa s to po parih letih naveličal. To so te patološki narcizi brez nadjaza s statusom psihiča oziroma psihopata. Tako je bilo v najini zvezi naslednjih nekaj let, celo 5-6 let piše tukaj. Vedno ista zgodba, začaran krog, vsak mesec identični problemi, vse skozi neko skrivanje, prikrivanje z njegove strani. Vedno sem se po konfliktu vrnila nazaj, ker me je pregovoril, sem pa tudi mislila, da se bo spremenil, torej, da ga bom ukrotila, spametovala, klasična iluzija blondink, ki so imele zanesljive očete. In ona ga je imela. In mislila, se ga bom naglihala, da bo tako moj očka. Ja, figico, ušteli ste se. Čas je mineval, leta so tekla, začela sva celo živeti skupaj v najetem stanovanju. Kdo je kaj plačeval najemnino, bo napisala. Kupovala sem stvari za skupno stanovanje, dokupovala pohištvo, stanovanje dobro opremila, dodatno opremila. Po vseh teh številnih konfliktih pa gladila spore in sama sebi lagala v smislu, saj se bo naglihal, ga bom že ukrotila, spremenila na bolje. Namesto, da ga bi že takrat, že zdavnaj zapustila, ga napodila, šla preprosto stran, ampak tega nisem bila sposobna. Sama imam urejeno družino in k staršem se vsele lahko vrnem. Ni imela neke stanovanjske stiske, ampak tega nekega poguma oziroma neke odločnosti, neke treznosti ni premogla. Po skoraj 5 letih te zveze sem ugotovila, da nekatere stvari so pa pošastno slabe. Podrobnosti je po 5 letih zveze ugotovila. Njegova zgodovina na računalniku, se je šla malo detektivko, je bila šokantna.
sumljive, sumljiva zgodovina je bila tam, virtualna spogledovanja je zasledila, virtualni flirt na teh družabnih omrežjih, številne neke nakazane avanture. Telefon je seveda vselej skrival, itak da ga je skrival, če je tam imel vročo linijo. Ugotovila sem, da s prijatelji ali pa celo sam redno obiskuje striptiz klube. Glede na to, da sem da ima on od rojstnega kraja, ta je na Gorenjskem, samo 1 uro do Beljaka, tam je pa en znamenit Kurtenhaus, baje, so mi prijatelji povedali, pa tudi nekatere stranke, so me prijatelji peljali za 40-letnico v Beljak. Heroin v žilo je dobil. Tam pa 100 nagih kurp lepše ena kot druga. Mi Slovenija bi težko zraven prišla. Joške do Koroške, avstrijske imajo vse tam, ne? Baje. Skratka, v Beljaku je tam najdla v telefonu, zgodovino, ki ti tam Google Map ti nek sledi in je tam najdla Beljak. Nikoli ni rekel, grem v Beljak, pokaj že. Skrival je. Preden sva bila v zvezi, se je pogosto naslajal ob gledanju striptizet. To je priznal, ne. Pa me pa ona striptiz plesala, zdaj pa ne rabim plačevati za striptiz v teh klubih, kamor sem hodil. Odkar imam pa tebe, pa nič več ne hodim. Ma podatek, da je zasvojen s striptizom, ženskim. To se da gledati tudi v tistih zasebnih unih, ko babe služijo. Imajo neke private ne vem, zaprte skupine. Moš plačati, pa ti striptiz zapleša. Baje, to še jaz nisem doživel. Z teoretskega vidika bi me to zanimalo, ampak ne bom si dal heroina v žilo. Ko vsega tega nisem mogla več zdržati, bilo mi je zares vsega dovolj, sem se odločila, da greva narazen. In sem ga zapustila. Takrat se je šele začela nočna mora. Težko bi vse to opisala, ampak naj začnem, ne, oziroma laično rečeno, šlo je za čustveno izsiljevanje. Njegove dikcije so bile, bi rekel, malce žaljive, izsiljevanje, prav, da je šlo za izsiljevanje. Tule piše dikcija: obesil se bom, prerezal si bom žile, tako kot moj foter, vrgel se bom pod vlak, zjebal ti bom celo familijo, je še grozil, hočem te nazaj, to je bila avtoritativna pozicija, hočem te nazaj. Pa je pa spremenil dikcijo. Omiljeno je pa blago te moledoval, brez mene ne more živeti, vse, kar bo treba, bom naredil, samo da bo spet moja, pa take bolane fore. Lagal je prasc. Pojdite gledat Planet opic. Tretji del, ne ta zadnji, tretji del, kako je bil tam v Pacino zaprt, kako je, daj mi odpri ono opico. Živalskost človeške psihe je v Planetu opic genialno pokazana. Zelo poučen ta film. Gledljiv še pa še vsi deli, 4-5 delov je. Tale človek je seveda brez znanja, to ko skozi poudarjam. Potem sem ga končno blokirala po vseh socialnih omrežjih, on pa mi je začel groziti preko mailov, službenih telefonov, preko prijateljev, in tako mi grozi še danes po skoraj 2 letih te prekinjene, razdrte zveze. Mislim, da moram samo ignorirati to njegovo napadanje, izsiljevanje in bo valjda enkrat dal mir. Vem pa, da sigurno zdaj še bolj hodi na prostitutke, ampak ne vem, zakaj si še vedno želi mene. Mislim, kako to zdaj ne veste? On se je navadil. Med druge, med prostitutke, vi ga financirate, seks dobi, kadar če, malo je opit, pa mu činite krasne stvari, to mu je lušen. Zakaj bi zdaj bil prikrajšan za to? On mora samo vam suvereno lagati, pa imate vse bonitete, pa še financirate ga, vse bonitete, ki mu vi nosite. On dobi, zdaj, če pa za vas prikrajšan, potem je pa neprijetno in pa vas nazaj red dobo. Vse vas nima rad na tak način,
kot si vi želite, da vas imel rad. Ampak ker je imel rad svojo mamo, ker eno žensko, s katero je živel, se ne more kar odreči. Malo vas ima tudi rad. Ampak veliko ugodja mu vi nosite. Pa piše, mogoče se mu zdim tako naivna še vedno. On računa, da ste butast, mislim, naivni, se niste butast, tam nek magisterij končuje. Ženska ni butast, ampak zaupljiva je. Jaz sem tudi zaupljiv. Zaupljivost je moralna vrlina. Jaz sem ponosen za to, ker sem zaupljiv. Potem me pa ljudje lahko tudi scat peljejo. Bodale spadem, ampak jaz sem moralno čist. Delam stvari, ki so moralno pravilne. Če kršim kaki zakon, ali pa moralni zakon, ga kršim zato, ker je to moralno prav in sem čist. Sam sebe ne bi zamenjal. Vest me ne peče, tega tudi vest čist nič ne peče. Ampak nima nadjaza, ima pa neko zgodbo z mamo in ima tudi tam jezo do mame in ljubezen do mame. In ker je imel rad mamo, ona ima simbolno zastopstvo mame in zato bi jo rad dobil nazaj. Plus ne bi rad zgubil ugodja, ki ga ima ob tem, da ima njo kot simbol mame, ki ga financira, pa še druge babe, malo striptiza, malo pijanšne, malo hazarda, v upanje, da je ok zaslužil, če pa bo bankrotiral, bo pa tako baba dala, zato jo pa ima. To so te psihopatske misli, ki se potikajo po psihi takih psihičev, ki nimajo nadjaza. Bom rekel, ki niso pravilno razrešili Oedipovega kompleksa, ki niso imeli očeta. Na takim so nekoč rekli pankrti. Bojte se pankrtov, oziroma bojte se moških, katerih starši so se ločili. Zdaj pa spoštovane emancipiranke. Dajte se vi ločiti. Sem čez 10-20 let bo sin odločenih staršev škart roba, ki se ne bo mogel poročiti, ker se bo, in to bom pa jaz dosegel, prijelo spoznanje, da so otroci, ki so rasli v razdrtih družinah, škart roba za ožent. Razen, če ne dela na sebi. Razen, če ne dela na sebi. To še dodam. Sej moj bo pa delal na sebi. Nezavedno bo srkal patologijo, odipalno, brez očeta, ki ga bi moral red spraviti, pa ga ni. In tak je bil tale. Se pravi, neke zakonitosti, libidinalne zakonitosti obstajajo. Vloga očeta v vzgoji sinov in hčera je znana. In ta je bil brez očeta. In zdaj tale Suzana se ubija s to zgodbo, ki jo ima, ne more začeti niti z novimi fanti pri svojih rosnih 25 letih. Vedno je ta počne neke pizdarje, jo nadleguje, ne more ga ven z glave dati, je enega mačota mora dobiti, da mu gobce razbije unem. To bi bila pravljica, če bi se to zgodilo, sam ni tako enostavno v realnosti. Še vedno imam v podzavesti njega. Mislim, ne v podzavesti, vam teži. Vi morate precvikati to libidinalno povezavo med lastnim očetom, ki ga imate radi, in tem simbolnim zastopnikom očeta, ki ga pa ne smete več imeti radi, ampak potihem ga še vedno imate, ker ima simbolno strukturo dobrega očeta. In vi ste imeli dobrega očeta. Zato ne morete kar nekega tipa pomnožiti z ničlo, pa reči, z njim pa nočem nič imeti. To že na razumski ravni, moralni ravni. Ampak vaše nezavedno ga pa še vedno obravnava kot simbolnega očeta, vaš oče je bil pa dober, ko ste bili vi deklica. In zato ga ne morete kar tako zapustiti. Zdaj, ko sem vam pa serviral vid, zdaj pa razumem, zakaj ga nisem mogla. Odslej naprej se bom pa držala scenarijo, da ga pomnožim z ničlo. In ga ni več v mojem življenju, mažih stokrat kliče, prepoved približevanja, bežite na policijo, rečete, teži mi, 2 leti sva skupaj, pa mi še vedno teži, hočem prepoved približevanja. Na policiji se to doseže, tle vam samo iskreno svetujem. Pa kakšen odvetnik vam lahko še kaj v pravnem smislu pove. Jaz vam bolj te psihološke fore govorim. Se pa bojim, da si bo kaj naredil tako kot njegov oče. On vam bo grozil, se bom ubil. To je trik, to je finta.
On išče načine, kako bo vas nazaj dobil, da bo njegovo načelo ugodja zadovoljeno. A ja, in vedno, ko so bili kakšni problemi in sem ga skoraj pustila, je govoril, aha, zdaj, ko itak nimam familije, me boš pa še ti zapustila. Nisem seljačino jedna, to si Gorenjska, bom rekel, ne. On si, bi rekel, natuhta scenarij, po katerem računa, da boste vi nazaj prišli. To je trik, to je finta, znajdljiv je. Mogoče si celo racionalizira, da se bo to res zgodilo. Mislim, kaj vse mi ta človek dela. Jaz pa naj bom z njim samo zato, ker ta tip nima svoje družine. Mislim, tako sočutna ne smete biti, če tudi ste po naravi sočutni. Ne morem jaz tako živeti, itak da ne morete. Seks z njim, to sem jo tudi sprašal, je bil pa za moj okus zelo ok. To mi je še napisala. Če želite še kakšno informacijo, to mi napiše v e-mailu, vam z veseljem napišem, bi pa res prosila, da me zakodirate in da bom ostala anonimna. Bistvo moje izpovedi pa naj ostane zapisano, ker verjamem, da nisem edina ženska, ki ima tovrstne probleme. Se pravi, da sem se ukleščila v kremplje hazarderja, moralno nerazsodnega, latentnega psihiča. Psihopata se reče, ne pa psihiča. Ok, psihič je laični termin. Še to, gemblanje in kurbarija sta bili dopingirani z alkoholom, včasih s travo, mogoče tudi s kokainom. Ja, ampak to se skriva, pa kokain je drag. Vsega zagotovo ne vem, ker mi je veliko skrival. Alkohola je bilo pri njem kar precej, če je bil pa trezen, jaz bom rekel, kadar se je dobro spodobno igral, je bil pa čisto normalen. Ja, ker je bil pa trezen, je bil pa normalen, ker si s pametjo igral, ker je vedel, kako se mora igrati, da v tebi še vedno blond kura, ubogljiva. Tako to gre. Z razumom, on dela, Nadja za pa nima. On preračuna, kako se mora igrati, zato da vi še vedno kupujete njegovo igralsko vlogo všečnega tipa. Ja, malo ste naivni. Zdaj bi dal še moj dodatek. Suzana izhaja iz čisto normalne familije, ker so si več mailov izmenjala. Starša sta še vedno skupaj, imata dobre odnose. Po njenem videnju je zveza 30 let med njima čisto ok. Se pravi, prvih 10 let je zveza lahko super. Pa se malo skrha, ampak smo skupaj, ker je moralno prav zaradi otrok. In če imamo normalne primarne družine, se tudi dobro znajdemo tudi več desetletij trajajočih odnosov. Ampak primarna družina je ključna. Suzana je imela super otroštvo, tako pravi. Še vedno se razume s starši. Slišijo se vsak dan, vse si povedo, obiščejo vsaj enkrat na teden, pač, ker živijo skupaj, niso na različnih koncih Slovenije, živijo v Ljubljani. Suzana ne ve, zakaj jo privlačijo takšni kreteni, oziroma takšen kreten. Bil je njen prvi resen fant in bila je očitno zmanipulirana in naivna, seveda, ob nori zaljubljenosti. Zaljubljenost je norost, če slučajno ne veste. Ljubezen je nekaj drugega, ampak zaljubljenost je norost, psihoza. Ona ima 25, on je 10 let starejši. Pomemben podatek, ko je bila z njim, je bila še študentka. On je že dolgo prej delal, vendar je za najemnino vedno dajala ona, ja, ker je molzul. Sedaj Suzana dela v dobri službi, ima dokončano fakulteto, je tik pred magisterijem, ima dobro plačo, on nima faksa, itak da ne, ker na faks je pa treba zobe stiskati, se učiti, srednjo šolo še zgural nekako, ima pa neko spodobno službo, tako da zaslužiš kukor tok, čeprav ona baje več zasluži. Zakaj je nasedla kretenu? Kreteni nimajo moralne razsodnosti. Oni nimajo niti sramu,
ko je treba fehtati babe, so v prvih bojnih vrstah, najbolj fehtajo. Ona špicna roba za žensk so sramežljivi. Oni morajo, ne vem, spiti malo, 2, 3 pire, pa en štok česa ali pa viski, da malo korajže dobijo, pa jecljajo. Psihopati nič ne jecljajo, oni so prvi fuk fehtari, všečni, se nauči na pamet, kako mora dvomiti, ne dvomiti, dvoriti, kako mora dvoriti. On nima dvoma, on samozavestno nastopa, odigra svojo vlogo Don Juana, ulikanega fuk fehtarja in ženska, če je normalna, klecne. Zdaj, če je foter odsoten, še prej klecne. Ampak tale je pač nasedla zgodbi, ki jo je videla v objemu pohote, pač nasedla kot tanker v plitvini, ampak ker je imela dobrega očeta, se potem pa libidinalno sproščeno naveže v upanje, da bo tip, ki ga ima, kopija njenega dobrega očeta. In ta se je tukaj zakalkulirala. Njen tip je pa psihič, pa ni kopija njenega dobrega očeta. In tudi zato, ker ima zgodbo z očetom tako, je lahko končala. Hotela končati, zdaj pa, če ne gre na policijo, prepoved približevanja. Pa nehal. Pa veste, kdaj bo nehal? Ko si bo novo žrtev zbral. In če bo ta žrtev prišla k vam vprašati, kak pa je, rečete, psihopat, bež stran od njega, če si želiš rešiti življenje. Kakorkoli že. Zdaj, osnovna njena problematika je bila vezana na čustveno manipulacijo. To je laični termin, v psihoanalizi se ne govori o čustveni manipulaciji. To, da se je Striki hotel nazaj polastiti nje, ker ima od nje ugodja veliko, finančne koristi, ker je molzna krava, to se ve, mislim, to je laični jezik. Potem sem jaz naprosil, kaj bi bilo, da mi še nekako napiše, kaj želi od mene zvedeti, je napisala takole. Kako sem lahko jaz ves ta čas tako čutila ljubezen do nekoga, ki me je vedno manipuliral in skrival neke stvari, jaz pa sem mu vedno odpustila in želela dalje. Ja, zaradi fotra, ne, zaradi dobrega očeta, kar sem vam že povedal. Zato, ker ste imeli dobrega očeta, ste upali, da bo ta tudi končno tako, kot je vaš oče, ki ga imate nezavedno kot okus posnet v svojem biosu. Ker je bil oče dober tudi do vaše matere. Vi ste pa po drugi strani tudi kopija svoje mame, se pravi, da ste dokaj ok. Če ste še vedno skupaj, tudi mama verjetno je dovolj dobra. Mi rabimo biti dovolj dobri partneri in dovolj dobri starši svojim otrokom. In vi to imate, on pa nima. Vi nezavedno pričakujete od enega tipa, da bo kopija vašega očeta. In tale psihič ni bil kopija vašega očeta in hvala Bogu, da ste končali tolo kalvarijo. Prepozno ste končali. Pa naprej sprašujem, kako lahko nek moški po tolikih konfliktih še vedno želi mene, me želi nazaj, če tudi sem ga razkrinkala, pa mu povedala, kakšen je. Jaz vem, kakšen on je. On pa mene hoče še vedno nazaj. To je bila njena dilema. Ok, zdaj bom pa. Prosim. Ja.